Mi smo pravzaprav vsako leto najbolj veseli tega dogodka. To pomeni svečane podelitve priznanj za najboljše inovacije preteklega leta. Lahko rečem, da se pravzaprav vsako leto uvrščamo kot neka regionalna zbornica po številu inovacij, pa tudi po številu inovatorjev, pa tudi po kvaliteti inovacij. Zelo visoko na slovenski ravni praktično, skoraj da ne vem, če mine leto, da ne bi pobrali na nivoju Gospodarske zbornice Slovenije kot celote tudi zlata priznanja. Seveda gre največ zaslug za to zagotovo inovatorjem in pa inovacijski klimi v Gorenju in pa v Bosch Siemens hišni aparati, seveda pa nikakor ne zaostajajo pri tem tudi druga inovativna podjetja, ki delujejo na tem področju, ki ga mi pokrivamo, torej Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica. Tukaj mislim predvsem, danes smo na savinjskem teritoriju, KLS Ljubno, in seveda potem tudi na šaleškem koncu, kot so Skaza Plastika in Esoteh, Premogovnik, številna druga podjetja, ki se praktično tekoče vsako leto pojavljajo na tem tekmovanju, če smem tako reči, za najboljšo inovacijo. In verjetno tudi zato ni čudno, da so to nekako podjetja, ki dobro stojijo. Gorenje je pravzaprav največja izvozna družba v Sloveniji. Vemo, da imamo na tem območju tudi gazele in seveda absolutno je to možno pripisati samo temu, da se tako vodstvo zaveda, da pomeni inoviranje nek proces revitaliziranja neke dejavnosti, bodisi da je to proizvodnja ali storitve, kot tudi to, da se tega zavedajo potem tudi zaposleni in da seveda, bom rekla, nekako vsi delujejo v tem duhu, da je treba vedno prihajati z novimi idejami, ne glede na to, ali je to zdaj proizvod ali je to nek poslovni proces. V Savinjsko-šaleški regiji smo z bero inovacij v letu 2013 relativno zadovoljni. Relativno rečem zaradi tega, ker smo zelo zadovoljni z kakovostjo inovacijskih predlogov, ki so prispeli na naš vsakoletni razpis, morda nekoliko manj pa z številom. Letos smo namreč prejeli 14 inovacijskih predlogov, ki jih je oddalo 9 podjetij, pri teh inovacijskih predlogih pa je sodelovalo 98 inovatorjev, kar je sicer veliko, a kljub temu nekoliko manj kot lansko leto in nekoliko manj kot v tistih najboljših letih, ki smo jih beležili v doslej že 15-letnem zbiranju in ocenjevanju najboljših inovacij v naši regiji. Z zadovoljstvom podelimo 7 zlatih priznanj v kategoriji profesionalno podprtih inovacij in še eno zlato priznanje v kategoriji neprofesionalno podprtih inovacij. Vse preostale inovacije pa so bile tako kakovostne, da so si prislužile srebrno priznanje, torej letos ne podeljujemo nobenega bronastega priznanja, nobene diplome, kar govori o tem, da so verjetno, tako sklepamo, podjetja že sama znotraj svojih kolektivov izjemno kritična, izjemno selekcionistična pri tem, katere projektne oziroma inovacijske predloge potem posredujejo k nam na ocenjevanje in k nam pride res jagodni izbor. Glede na pravila, ki veljajo za vse območne in regionalne zbornice, bi lahko oziroma bomo na nacionalno ocenjevanje posredovali 3 najboljše, ker pa je tudi 4. ocenjena inovacija, torej 4. ocenjena po rangu, sicer pa seveda tudi zlata, izjemno kakovostna, bomo zaprosili nacionalno komisijo, da jo dodatno sprejme v nabor za ocenjevanje in potem podelitev nacionalnih priznanj. Naša inovacija je naš nov kavni avtomat TE8, to je v bistvu naslednik družine TE7 kavnih aparatov, je cela družina, ki se prodaja pod blagovno znamko Bosch ter Siemens. Tiste bistvene lastnosti, ki pa naša inovacija predstavlja s tem kavnim aparatom, je pa predvsem naš inovativni grelec za gretje vode, potem predvsem zmanjšanju hrupa na samem aparatu, kjer smo neprimerno boljši v primerjavi z konkurenco. Potem samo čiščenje aparata, avtomatsko čiščenje aparata, ki je za uporabnika zelo pomembno. Potem smo najhitrejši v pripravi prve skodelice kave, se z samim enim pritiskom na gumb se pripravi odlična kava.
ki jo uporabnik lahko si zelo hitro pripravi. En inovativna rešitev je pa tudi ta za pripravo mletje kave oziroma ne glede na to, katero vrste kave damo v aparat, se aparat avtomatsko sam prilagodi, ker neodvisno kako je kava pražena, nam vedno zmelje tisto ta pravo količino kave za ta pravo skodelico espresso kave. V prodaji od lanskega leta, od septembra, kjer je bil tudi predstavljen ta naša naprava na IFA sejmu v Berlinu, in od takrat naprej se tudi prodaja. Gospodarski učinki so zelo obetajoči, saj že v prvih 4 mesecih lanskega leta smo naredili preko 10 milijonov prometa za prodajo naših kavnih aparatov. Predvideno pa je v tem naši življenjski dobi tudi promet preko 100 milijonov prometa. Ja, pri naši inovaciji MS8 gre za palični mešalnik nove generacije podjetja BSH Hišni aparati iz Nazari, s katerim podjetje izpopolnjuje oziroma nadgrajuje svoj portfelj paličnih mešalnikov v premium višjem segmentu, in s katerim cilja oziroma načrtuje preskok iz drugega na vodilno oziroma prvo mesto po tržnem deležu v Evropi in širše. Naša inovacija seveda je že v prodaji, tako proizvodnja je stekla v lanskem letu v jeseni, v oktobru. Začetni rezultati so seveda dobri in mislim, da so naši načrti s povečanim tržnim deležem seveda zelo smeli, kajti nocojšnje priznanje Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, kakor tudi prestižno priznanje Red Dot Design Award iz Nemčije potrjuje naše ambicije. Na kratko bi rekel, da je to aparat, ki skrbi za pripravo multinapitkov, to so od čajev do kave do kakavov. Njegova posebnost je, da prebere kapsule s pomočjo črtne kode. Pri Tassimo Sani je pa še najnovejša inovacija, funkcija Smart Start, ki poskrbi, da začnemo pripravo napitka s pomočjo potiska skodelice na gumb. Inovacija je že v prodaji, tako da zdaj še samo čakamo na rezultate. Predvidevanja so zelo dobre, napovedi so količinske, okoli 800.000 aparatov na leto, kot se pokaže, pa se zna še to preseči. Naša inovacija je energijski aparat 600 širine, gre za prenovo programa hladilno-zamrzovalnih aparatov, kjer predstavlja nekje, bom rekel, tretjine proizvodnje pri hladilno-zamrzovalnih aparatih v Gorenju. Gre za visokotehnološki izdelek, kjer je bilo prijavljenih 5 inovacij, od hladilnega sistema do multifunkcijskih posod, do dizajnskih, to se pravi modelnih zaščit, tako da iz tega vidika gre za enih, bom rekel, bolj večjih inovacij v obdobju predstav, ki so bile predstavljene v zadnjem letu. Je v prodaji že od marca 2013. Gospodarski učinki so, moram reči, da so kar predvideni, to se pravi, da so dosegli pričakovane rezultate, ki so bili pač na nek način ocenjeni z poslovnim načrtom. Patenti so prijavljeni, vseh 5 patentov je prijavljenih in jih postopoma širimo na področje Evrope oziroma Amerike.